Hvala, da ste se odzvali na moje povabilo na našo skupno videokonferenčno govorilno uro. Lejte, jaz bom kar direktno. No. Vi ste starši dijakov, s katerimi imamo trenutno največje težave. Kako prosim? Kaj z mojim, da imate težave? To jaz kar malo težko verjamem. Lejte, jaz vem, da se je težko prilagoditi na učenje nadaljavo, ampak še vsem tako obnašanje pa enostavno ne bo tolerirano. Moja Zoja je krasna. Ja. Mogoče je krasna doma, ne? Na naših videokonferencah pa zagotovo ni krasna. A vam lahko povem, kje je problem? Do zdaj je čisto na vsaki naši videokonferenci zvonil telefon. In ona se potem vehementno javi in se pogovarja, kada ne bi imeli pouka. In ona se pogovarja zelo na glas, ampak ne da se pa na mute. In ona seveda s svojim govorjenjem moti pouk. Ne, nič me ne motiš. Ma tukaj sem na eni videokonferenci. Za šolo od tam male, ja. Pa Glinšek, a ste vi zdaj na telefonu? Ja. Čak sem malo. Pa Glinšek, Ja, prosim. govorilno uro imamo, a lahko prosim odložite telefon? O, pardon, dajte pokličem pol nazaj, no. Evo, v redu, srečni? Gospod Kranjc, Ja, vaš Dinko je zadnjič na videokonferenci pri matematiki predvajal pornofilm. to pa ni mogoče. Ja, pa je mogoče, ker ga je. In profesorco Mahnič bi skoraj kap. Ne, to ste si vi neki zmotil, tega moj Dinko nikoli ne bi naredil. Ja, pa bi, ker je. In potem še enkrat pri geografiji in pa še pri filozofiji. Zakaj ima pa filozofijo? Mislim, kaj bo pa s tem? Gospod Kranjc, to zdaj ni bistveno. Pogovarjamo se o porničih. Ja, če se pogovarjate o porničih, pa ni čudno, da ga te stvari zanimajo, a ne? Kaj ne, midva se pogovarjava o porničih. Je pa sej pravim, starši, imamo krivca, a ne? Nekaj jih učijo najprej o filozofiji, potem se pogovarjajo o pornografiji, pa ni čudno, da je svet šel maloro, a ne? Pa da imamo take razmere, pa take ukrepe, pa ne vem kaj. Jaz se opravičujem, ampak meni se malo mudi, če bi lahko to šlo vse skup hitreje. Ja, točno tako. Sklicali ste nas na ta internet, kao da so neke težave, nič še nismo zvedeli. Kaj, pa se vam ves cajt govorim, kje so težave. No, in kje so težave? Vi ste težave, vi ste slab zgled svojim otrokom. Kako, prosim, kdaj sem bila pa jaz slab zgled moji Zojki, a? Ja, ne vem, mogoče prejšnji teden, ko ste se skrili pod mizo in ste ji suflirali odgovore, medtem ko je bila ona vprašana na videokonferenci. O, ne, to pa ne bo držalo. Pod mizo je bila moja mama, jaz sem bila pa v omari. Ha! Jaz se opravičujem, še enkrat motam, ampak malo se mi mudi, če bi lahko šli zdaj kar na mojega Matevža. No, pa pejmo zdaj na vašega Matevža, ne? Na našo bodočo rock zvezdo, na mladi up slovenske glasbene scene. Vete, gospod Schmidhofer, če je razglašena epidemija, pa če imamo mi šolanje nadaljavo, pol oni ne morajo imeti vaje s svojim bendom v šolski kleti. Ja, to jim morate nujno povedati, ja. Pa saj sem jim dvakrat, pa vse smo zaklenili, ampak še vse jim je nekakrat ali sklopati alarm, pa pridati v šolo. O, to je kar čudno, ne? Ja, niti ne, če pomislimo, da ste vi šolski hišnik. Oprostite, nisem vas Kinja? Gospod Schmidhofer, nekaj vas prekinja. Pravim vam, da ste jih vi spustili v šolo. Nič vas pridem. Internet? A vaš televizor pa normalno dela, a? Ne moram verjeti, da sem dvakrat padel na isto foro. A gremo lahko prosim mi k ta pomembni temi? Ja? Kaj pa je tukaj ta pomembna tema? Prosim, me res zanima. Kako boste našim otrokom zaključili ocene? Saj moj Dinko bo imel 5, a ne? 5! 3 cveke ima, pa 1 dvojko, ker sem mu jo šenkal. Ja, sej in če te ocene seštejemo, dobimo 5, mislim. Mislim, ne znajo seštevati in oni učijo naše otroke, super. Pa sej vam pravim, da jim vse razpada. Najprej spletne učilnice, zdaj pa še ocenjevalni sistem, no. Ne, nič nam ne razpada. Mi smo v redu, vi ste problem. Nič nam ne razpada. Zakaj to skozi govorite? Mi smo v redu.